Leto dni županovanja dr. Andreja Fištravca. V Mariboru bodo odprli prvo romsko restavracijo. Odbojkarice Formisa so v državnem prvenstvu osvojile 3. mesto. Lepo pozdravljeni. V mariborski livarni Maribor so si danes nekoliko oddahnili, tako vodstvo kot zaposleni. Livarna je namreč z družbo za upravljanje terjatev bank podpisala krovno pogodbo o prestrukturiranju dolga, ki med drugim predvideva konverzijo dela terjatev v kapital. Podrobnosti pogodbe sicer niso znane, vendar podpisniki poudarjajo, da so tako ohranili 450 delovnih mest in postavili temelje za uspešno poslovanje v prihodnje. Najhujši udarec je eden mariborskih velikanov doživel lani, ko je s stečajem Saniteka, Armala in MLM storitev na cesti ostalo okoli 300 ljudi. Proti nekdanjemu vodstvu so zaradi poslov v tujini že vložene kazenske ovadbe, a dejstvo je, da so se v prisilni poravnavi ohranili le avtomobilska industrija, kovačnica in proizvodnja radiatorjev. Vse drugo bo šlo v prodajo. Plače so zdaj redne, zdaj pa kako dolgo, pa ne vem. Bomo videli, kaj bo jutri. Ja, v upanju moramo živeti. Rešitev naj bi prinesel sporazum, s katerim so poleg DUTB soglašale tudi 3 največje lastnice, Nova, KBM, Probanka in Abanka. So pogodbo podpisali večina upnikov, računamo, da se nam ostali pridružijo do konca tedna. Livarna naj bi dolg odplačevala do leta 2019, v DUTB pa so poudarili, da se dolgoročno ne vidi v lastništvu tovarne. When the time is right, we will then of course consider divesting this holding that we have in this. Država jim je sicer že lani pomagala s 5 milijoni evrov. Upniki so v prisilni poravnavi pozabili na 17 milijonov evrov. Vse zato, da se ohrani tovarna, ki je lansko leto zaključila z dobrimi 17 milijoni izgube. Napovedujejo pa, da bo do leta 2018 prodaja zrasla z 42 na 62 milijonov evrov letno. Cilj je, da mi vračamo dolgove glede na podpisan sporazum z bankami, ob tem pa še imamo dovolj kapitala za financiranje v opremo in s tem zagotovimo rast podjetju. Družba je že pridobila za 3 milijone evrov novih poslov, na dobiček pa Goršek računa čez 3 leta. Mariborski vinarski ponos Vinak je v stečaju. Čeprav je večina upnikov podprla prisilno poravnavo, pa se jih je premalo odločilo za konverzijo dela svojih terjatev v lastniške deleže. Zato je sodišče ustavilo postopek prisilne poravnave in v podjetju uvedlo stečaj. Vinak, katerega lastnik je podjetnik Leo Ivanko, je bil v postopku prisilne poravnave od julija lani. Delavcem pa dolguje zadnjo plačo in plačilo prispevkov za zadnja 2 meseca. Brez službe bo ostalo okoli 40 zaposlenih. In zdaj o težavah poštarjev. Poštarji so v nedeljo začeli raznašati novo nedeljsko izdajo časnika Večer. Mnogi naj bi bili tako po naših informacijah v službi od 31. marca do 11. aprila in bodo neprekinjeno delali 12 dni. Zakon o delovnih razmerjih to sicer omogoča, vendar poštarji že dlje časa opozarjajo, da so preobremenjeni. Po zakonu ima delavec v 7 zaporednih delovnih dneh pravico do 12 oziroma 11-urnega počitka. Hkrati ima v obdobju 14 dni pravico do najmanj 24-urnega neprekinjenega počitka. Zakon sicer dopušča možnost, da delodajalec kolektivno pogodbo področje počitkov uredi drugače. To so izkoristili tudi na Pošti Slovenije. Kolektivna pogodba je tu ohlapnejša kot zakon in dopušča delodajalcu možnost, da upošteva te določbe zakona o delovnih razmerjih in počitkih in odmorih v nekem obdobju 6-mesečnem. V primeru nedeljske dostave Večera gre za nenadno povečan obseg dela, odgovarjajo na Pošti. Zavedajo se, da je to za zaposlene dolgoročno nevzdržno. Naj zagotovim, da v celoti izvajamo dostavo znotraj zakona o delovnih razmerjih in tudi seveda zagotavljamo potrebne počitke. Zavedamo pa se hkrati, da seveda to v tem obdobju pričetka uvajanja nedeljske dostave pomeni dodatne obremenitve za naše zaposlene, ki v celoti niso dolgoročno vzdržne. Tako da te zadeve že rešujemo in znotraj meseca dni bo tudi vse te obremenitve manjše. Delodajalec namreč mora tudi v skladu s predpisi varnosti in zdravja pri delu zagotoviti možnosti za nemoteno in vestno opravljanje dela. Res pa je, da pri Pošti prihaja do tega, da ljudje tožijo, da so preobremenjeni, delavcem nekaterim ure ostajajo, kar je protizakonito, oziroma pri nekaterih prihaja do manjka ur
Z inšpektorata za delo so nam pisno odgovorili, da v primeru nedeljske dostave večera niso ugotovili posebnosti. So pa v preteklosti upravili že več nadzorov in delodajalca opozorili na nepravilnosti v zvezi z neenakomerno porazdeljenim delovnim časom med zaposlenimi. Eno leto je minilo, odkar Mariboru županuje dr. Andrej Fištravec. Danes je tako predstavil svoje dosedanje delo, pri čemer je poudaril, da je v enem letu težko imeti spektakularne rezultate, a da je pokazal, k čemu stremi. Med svoje uspehe šteje prodajo zemljišča na Studencih, kjer ne bi stala mednarodna univerza, izklop spornih radarjev in sprejetje proračuna, ki da je naravnan investicijsko. Andrej Fištravec je bil 8. aprila lani imenovan za župana, a takoj, ko je vkorakal na občino, so iz omar začeli padati okostnjaki. 7-milijonska tožba Veolie, večmilijonski odškodninski zahtevek iz naslova univerzijade, nekaj 100-milijonske odškodninske grožnje Iskre. Imeli smo močno hobotnico v javnih podjetjih, torej hobotnico bivšega župana v javnih podjetjih in tudi v mestni upravi. Danes izpostavi odmevne gospodarske projekte. Na Teznem naj bi Kitajci začeli izdelovati baterije, v jami nekdanjega Maxa pa naj bi stala ugledna mednarodna univerza. Da je to velika priložnost, tako bom rekel, za lokalna podjetja, obrtnike, gospodarstvo, da bodo lahko delala v Mariboru. Sprejetje proračuna z mestnim svetom, ki mu ni naklonjen, šteje za dosežek. Več denarja bo šlo za šole in vrtce, javna dela ter socialno varnost. Ponosen je na sinergije, ki jih išče z župani sosednjih občin in univerzo. Z občani komunicira. Mogoče manj znano redno srečevanje z problemi občanov na strukturiranih srečanjih, kjer smo razrešili preko 200 primerov. In kako so z njim zadovoljni občani? Koliko je bil preagresiven župan, je tale zdaj prepasiven. Isti vrag, ista pesem, ista ostojanje. Morda nima neke podpore v mestnem svetu ali pa kje druge, to pomeni, da pol teže kaj narediš. In prav dobra komunikacija z vlado je v Podravje pripeljala 66 milijonov evrov, še namigne Fištravec, ki se že spogleduje z naslednjim mandatom. Na jesenskih volitvah bo nastopil s širšo ekipo in z neodvisno listo. Župan pa se v tem letu ni mogel izogniti tudi številnim razprtijam. Najprej je prišlo do razkola v vrstah, ki so ga podpirale na volitvah, nato pa še med zaposlenimi na mestni občini. Še preden je Andrej Fištravec tudi uradno prevzel županske posle, so se v taboru njegovih predvolilnih zaveznikov začele razprtije. Ključni očitki: župan je ugrabljen, okoli sebe zbira nestrokovni kader in večinoma tiste, ki so blizu stranke zares. Najslabša je nedvomno naivna in neizkušena izbira sodelavcev. Se mi zdi, da je tu najbolj mu spodrsnilo. A že kmalu je župan začel krčiti vrste kar med svojimi izbranci. Sicer brez uspeha se je hotel znebiti svetovalcev, ki jo je pripeljal na zaupanje. Misli, da je gospodar v bistvu, ali vladar, ali faraon, ne vem kaj, ki lahko človeka zaposli, jutri mu reče, veš kaj, jaz več ne zaupam, Konec lanskega leta je dvignil prah obisk obširne 24-članske mestne delegacije na Kitajskem. Po vrnitvi pa prvi vidnejši uspeh, podpis pisma o nameri kitajskega podjetja za gradnjo tovarne ekoloških baterij. Želi to podjetje v letu 2014 zagnati proizvodnjo na 5000 kvadratnih metrih in zaposlili bi 200 do 300 ljudi. Ob Kitajski je župan obiskal tudi Kuvajt, kjer je tamkajšnjemu poslovnežu za gradnjo zasebne ameriške univerze za mnoge prepoceni prodal več milijonov vredno gradbeno jamo propadlega mariborskega kulturnega središča. Sigurno bo tudi ugotovljeno, da ni prišlo do nobenega, bomo rekli, prestopka oziroma nezakonitega dejanja strani današnjega župana. Brez opozorila pa so župana z izstopom iz stajniškega sosveta zapustile najbolj aktivne vstajniške skupine in ključni razlog: ostale so brez moči odločanja. Stajniški sosvet vedno bolj postaja cenena medijska propaganda za župana, ki sam sebe predstavlja kot stajniški, čeprav ga nihče razen ene skupine ni oklical kot takega. Nisem zadovoljna, ker sem pričakovala dosti več in če bi volila za kakega drugega. Mislim pa, da je tisto, kar so ljudje pričakovali, vsaj del tega je izpolnjeno. Ne bom nič komentirala, ker nisem zadovoljna.
Sicer pa se ves čas pojavljajo očitki, da župan le marioneta, mesto pa vodi ozka skupina njegovega volilnega štaba na čelu z direktorjem občinske uprave Markom Žulo ter svetovalcema Sašem Pelkom in Markom Kovačičem. Nekdanji mariborski župan Franc Kangler pa se medtem ukvarja s kaznimi za storjene nepravilnosti. Okrajno sodišče je zavrnilo njegovo prošnjo za alternativno prestajanje 7-mesečne zaporne kazni. Zoper sklep se bo njegov zagovornik Marko Bošnjak pritožil, če bo višje sodišče pritožbo zavrnilo, pa bo moral Kangler v zapor. Spomnimo, da je sodišče odločilo, da je Kangler izrabil svoj položaj in posredoval pri dodelitvi občinskega stanovanja vedeževalki Karin Ježoviti. Prejela ga je kot članica sveta invalidov, čeprav je bila v ta svet imenovana šele dan po objavi razpisa za dodelitev stanovanj. Po številnih nasprotovanjih Mariborčanov se bo ta konec tedna na Taboru vendarle odprla romska restavracija, prva v Sloveniji in v Evropi. Romani Kafenava bo ponujala tradicionalne romske jedi, zaposleni pa bodo pretežno Romi. 15 jih bo dobilo službo. Na ogled restavracije se je danes na Svetovni dan Romov odpravila tudi naša ekipa. Vseh 15 zaposlenih, od kuharic do natakarjev, se je želelo izkazati z novim gostinskim znanjem in zavzetostjo. Mene je važno zaposliti, da pridem delati 8 ur, vem, da sem zaposlen, nego celi dan, da smo doma. Če si več od 45-48 let, te pa svi zbegavajo, da te zaposlijo. Bolj standard bomo imeli otroci, se bojo navadili, da morajo tudi Romi biti zaposleni. Ne samo prek socialne problema, da imamo, ampak da smo tudi Romi navajeni delati. Obratovanje gostilne bo izziv tudi za njenega vodjo. Delali bomo na tem, da jih bomo čim bolj približali k temu delu, pa k tem resnosti, da se bo lahko skozi ta način tudi malo boljše vključili v okolico. Poleg gostilne bo to kulinarično-kulturni center, v katerem bodo različne prireditve, predavanja in koncerti. Pričakujemo, da bomo še takšnim projektom, da bo se vse Romi zaposlili v takšno možnosti samo preko projekta, ki jih je. S projektom želijo tudi bolj povezati romsko skupnost in druge občane, hkrati gre za socialno podjetništvo. To niso profesionalni natakari, profesionalni kuharji. To so ljudje iz ranljivih skupin, ki brez tega projekta načeloma dela ne bi na tem področju nikoli dobili. Restavracija bo morala samostojno zaživeti v slabem letu in pol, ko se iztečeta državna in evropska pomoč. Minister za notranje zadeve Gregor Virant je danes predstavil nov zakon o upravnem postopku, ki je že začel veljati. Zakon poenostavlja poslovanje upravnih organov, kar pomeni, da morajo uradniki po novem na željo stranke izpolniti obrazce, stranka pa jih le podpiše. Virant je prepričan, da bodo na ta način vloge bolj popolne, postopki bodo tekli hitreje in se tudi hitreje končali. V kratkem pregledu pa še druge dnevne novice. Na seji ekonomsko-socialnega sveta danes razpravljajo o nacionalnem programu reform, ki ga je predlagala vlada. Večina socialnih partnerjev želi vladne predloge nekoliko spremeniti ali dopolniti, najbolj kritični do programa pa so v Konfederaciji sindikatov javnega sektorja. Predlagajo celo, naj vlada nacionalni program reform umakne. Vsi sindikati sicer poudarjajo, da je bilo varčevanja dovolj. Banka Slovenije je občutno izboljšala napoved za letošnjo gospodarsko rast. Slovenski bruto domači proizvod naj bi letos tako zrasel za 0,6%, še oktobra lani pa so v banki pričakovali 0,7% padec gospodarske dejavnosti. Po spodbudnih podatkih za zadnje lansko četrtletje in začetku letošnjega leta je že marca navzgor popravil napovedi tudi Umar. Okrožno sodišče v Ljubljani je na ponovnem sojenju v celoti zavrnilo tožbo Janeza Janše zoper Magnusa Berglunda, finsko javno televizijo in Bojana Potočnika. Janša je s tožbo zahteval 1 500 000 evrov odškodnine ter umik izjav, objavljenih v oddaji Resnica o Patriji. Sodišče je Janezu Janši naložilo dobrih 27 000 evrov sodnih stroškov. Sodba še ni pravnomočna. Na Vrhovnem sodišču opozarjajo, da bo sodiščem zmanjkalo sredstev za stroške sodnih postopkov. Zato je letos predvidenih okoli 17 milijonov evrov, od tega pa bo več kot polovica šla za stroške stečajev. Predsednik Vrhovnega sodišča Branko Masleša opozarja, da zaradi pomanjkanja denarja sodišča več ne bodo mogla plačevati ne le stroškov stečajnih postopkov, ampak tudi drugih stroškov in storitev.
Nova stečajna zakonodaja je namreč predpisala, da se stroški za začetek stečajnih postopkov izplačajo neposredno iz proračuna sodišča, predtem pa so te stroške morali založiti bodisi dolžniki, bodisi upniki. Letos je bilo začetih že 807 osebnih stečajev in 350 stečajev pravnih oseb, do konca leta pa bi jih lahko skupno bilo 4600. Kot smo poročali že včeraj, so slovenske odbojkarice končale državno prvenstvo. Na vrhu tudi letos ni bilo presenečen, tam sta ekipi Nove KBM Branika in Kamniškega Kalcita. Na 3. in 4. mesto pa so se uvrstile odbojkarice Formisa in Braslovč. Mali finale je bil razborljiv, rezultat obeh tekem pa 3-2. Ekipi, ki sta igrali v malem finalu, sta vanj napredovali popolnoma zasluženo. Če je bilo sodelovanje Formisa glede na igralski kader pričakovano, so Braslovče praktično s kadetsko ekipo več kot uspešno igrali v prvi ligi. Ni veliko manjkalo, da bi na koncu celo osvojile bronasto medaljo. V zadnji tekmi sezone so v Hočah vodile z 2-1 v nizih in v četrtem s 16-13. Tam smo spet naredili nekaj preveč napak, one so odlično odservirale, povedle tisti niz, ampak na koncu smo spet mi prevzeli tisto pobudo in na servisu, in v obrambi in smo tisti četrti skoraj odločilni niz dobili v svojo prid. Ob končnici nezaustavljivi Desi Vahnovi je na zadnji tekmi blestela Pintaričeva, ki je učinkovito izkoriščala prednost v višini, saj je zbrala za blokerko izjemnih 23 točk. V bistvu, ker so bile izkušnje potrebne, čeprav na koncu so Braslovče res vse jim je uspelo, tako da puncam vsa čast. Ampak mi smo zlekle, no ne vem, mogoče se res malo poznajo izkušnje, pa hvala Bogu, da se je tako izteklo. Sezona je bila izredno težka, poznale so se te tekme z, bom rekla, Puconci, s Kamnikom, 3 tekme, 5 setov v Braslovčah tukaj in na koncu vseeno smo malo tu imeli sreče in zmagale. Braslovče veljajo za našo najbolj perspektivno ekipo. Načrtno delo je talentirani generaciji ob 4. mestu v članski konkurenci prinesla naslov v mladinski in možnost osvojitve prvega mesta še v kadetskem državnem prvenstvu. Letošnje leto je bilo za vse neznosno težko, ampak tudi neznosno lepo. Ampak mislim, da če se bomo tako še naprej trudili in če bomo še naprej ostale takšna ekipa, kot smo, nam višja mesta tudi ne uidejo. Po nekaj prostih dneh bodo v Formisu začeli sestavljati ekipo za naslednjo sezono. Ta zna biti zelo zahtevna, saj bo prvi cilj ubranitev 3. mesta. Na Ptuju je potekalo državno prvenstvo v boksu. Na 3-dnevnem tekmovanju je sodelovalo 20 klubov, vsem favoritom pa se ni išlo čisto po načrtih. Pod drobnogledom je bil moški finale v kategoriji do 75 kg. V njej zadnja leta prevladuje Aljaž Venko. Član bistriškega kluba je tokrat izgubil od Andreja Bakoviča, ki se je vrnil v ring po daljši odsotnosti. V bistvu sem že od samega začetka pričakoval, da se bom prej vse z njim srečal. Upal sem pač, da bom vse zmagoval do njega, tako da sem se več ali manj sem na njega pripravil psihično, fizično, taktično. Dobil je močno spodbudo. Mateja Rajterič pa dober test proti Moniki Božičko. Najboljšo slovensko boksarko letos čakata evropsko in svetovno prvenstvo. Zdaj se res probam fokusirati, da dam svoj maksimum na vsaki tekmi, ker res ne podcenjujem nobene nasprotnice in vsaka gre v ring lahko zmaga, tako da malo rezerv še, ampak recimo, da je bilo že kar poln tempo. Vneme v ringu danes nikomur ni manjkalo. Dvoboji so po lanski spremembi pravil tudi bolj zanimivi, pravi selektor reprezentance. Boksa se namreč brez čalat. In tudi sistem točkovanja je drugačen, podoben kot pri profesionalnih borcih. Tako da borbe so bile vrhunske v finalu, dokaj enakovredne. Jaz bom rekel, da je normalno, tako kot vse posod nekaj stvari šepa. Tukaj bojo morali samo trenerji, strokovnjaki iz zveze, glave stakniti skupaj, sodelovati, ne pa si nekaj ego problemov samega posameznika, tako da bi se le zgolj v druženju bo uspeh še večji. Da bodo tudi najmlajši, ki šele stopajo v ring, imeli svetlejšo prihodnost. Za prepoznavnost je bilo že veliko storjeno. Za konec še na tuje. Telekomunikacijska podjetja ne bodo več smela hraniti podatkov o klicih, sporočilih in elektronski pošti svojih uporabnikov. Sodišče Evropske unije je namreč razveljavilo Evropsko direktivo o hrambi podatkov za potrebe organov pregona. Ta je bila sprejeta leta 2006 v sklopu protiterorističnih ukrepov po napadih v Londonu in Madridu. Po mnenju sodišča takšna direktiva krši temeljne pravice državljanov. Še druge novice.
Rusija je Ukrajino opozorila, da bi uporaba sile na vzhodu Ukrajine, kjer so proruski aktivisti zavzeli vladna poslopja v več mestih, lahko državo pahnila v državljansko vojno. To opozorila prihaja, potem ko so proruski aktivisti v ponedeljek v mestih Harkov, Donetsk in Luhansk na vzhodu Ukrajine zasedli vladna poslopja. V Donetsku in Harkovu so razglasili neodvisnost in napovedali referendume o svojem statusu. Iz Harkova poročajo, da so specialne enote protestnike odstranile iz upravnega sodišča, ki so ga zavzeli v ponedeljek, in prijeli 70 ljudi. Guverner regije Igor Baluta je ob tem dodal, da bodo s protiteroristično operacijo nadaljevali. V Grčiji danes vlada medijski mrk, saj so tamkajšnji novinarji zaradi varčevalnih ukrepov in znižanja plač začeli 24-urno stavko. Novinarji so stavko začeli dan pred splošno stavko, v kateri bodo sodelovali zaposleni v javnem in zasebnem sektorju. Po pričakovanjih bodo motene javne storitve ter železniški in trajektni promet. Filipinsko vrhovno sodišče je potrdilo sporni zakon o kontracepciji. Zakon določa, da morajo javne zdravstvene ustanove zagotoviti brezplačne kondome in kontracepcijske tablete, po novem bo obvezen tudi pouk spolne vzgoje v šolah. Zdravstveni delavci morajo opraviti usposabljanje za načrtovanje družine, zdravstvena oskrba po splavu pa je postala zakonita. Milijoni revnih Filipincev bodo tako prvič dobili dostop do brezplačne kontracepcije. Odločitev sodišča je hud udarec za vplivno katoliško cerkev. Filipini so ena redkih držav na svetu, kjer ločitev ostaja nezakonita, splav pa strogo prepovedan. Vremenoslovci nam za to noč napovedujejo padavine, ki se bodo od severa širile po vsej Sloveniji. Ponekod lahko nastanejo tudi nevihte. Zjutraj bo dež ponehal, čez dan pa bo že večinoma sončno. Popoldne bodo sicer nastale plohe in nevihte, ponekod pa bo še pihal tudi severni veter. V četrtek bo delno jasno s popoldanskimi plohami, v petek pa bo pretežno oblačno, a brez padavin. Toliko v torkovem dnevniku, hvala, da ste bili z nami in ostanite v naši družbi, sledi oddaja Glasnik. Nasvidenje.